Namreč Marcus Garvey je bolj proti začetku prejšnjega stoletja začel to rastafarijansko gibanje. Ne? Vse skupaj je pravzaprav nekakšna parodija na krščanstvo. Namreč vse vrednote krščanske so približno obrnjene okrog, čeprav je cela teologija malo podobna. Tele možakarji, ki jih pravkar vidiš, recimo tistile, ki pometa, so pa rastafariji, nosijo drede. Zdaj, kako pride do takih dredov? Kako si to narediš, kaj misliš? Pustiš, ne umivaš si jih. Še kaj drugega? Zdaj, če si belci to naredimo, se je treba krmatrati, ne? S tistimi posebnimi glavniki, pa žiletkami, pa ne vem čem. Pa žgat treba, ne? Ja, vsega vraga je treba, žgat, pa ne vem kaj. No, to oni nimajo teh težav, ne? Jaz sem bil še v JNA in sem imel pod svojim okriljem eno četo črncev, iz tokrat pač iz Afrike. In oni imajo take lase, da se enostavno samo ne počešejo. To je vse, kar je treba, da dredi nastanejo. In tudi, če imaš kratke lase, recimo, kaj vem, tudi 2-3 cm, se ti dredi naredijo. In jaz sem skrbel za njih, pač tudi med drugim sem zjutraj moral pogledati, če so zrihtali svoje sobe. Sem prišel, jaz sem videl, da imajo vsi drede po glavi, pa se pa razčešajo s tistimi glavniki. No in tele rastafari isto, ne, oni pač enostavno se samo ne počešajo, pa se jim kar lepo sami od sebe, ki so tako svedrasti lasje, se jim lepo združijo v drede. Ne pa naši dolgolasci, ki se morajo matrati pa z vsakim primerom. Ali pa če se ne. Seveda tudi ne. No in ta Marcus Garvey je da rekel takole. Krščanstvo nasplošno zagovarja politiko ovce. Se pravi, bodi pokoren, nastavi levo lice, pa še desno povrh, pa še gornjega in spodnjega in bodi skratka ponižen in ne vem kaj še vse. Če bomo tako delali, ne bomo nikoli nikamor prišli, je rekel. Posebno črnci, ki so pač sužnji tam v Ameriki. Vsi ti sužnji so bili pripeljani iz Afrike, kot veš, ne? In to v takih razmerah. Kaj misliš, recimo, koliko časa je potovala takrat ena ladja od Gvinejskega zaliva do nekje v Ameriki pač? Ne znam ti tudi približno ti ne znam povedati. To po 6 mesecev včasih. S tem, da so bili prikovani v ležečem položaju, v takih predalih, dobili so kaj za jest, WC so imeli tam, kjer so ležali, tako da ni bilo prav ekstra udobno, ne? Ampak so pa zelo vzdržljivi, močni črnci, tako da so pač preživeli. Domačini, indijanci so pa bolj šibki in ko so jih nagnali v rudnike, so zelo umirali v tropih, tako da je bila zgodba nadvse žalostna. Črnci so pa močni in vzdržljivi in so jih imeli rajš, pač te gospodje, ker več držijo. Čitak. Ja, in je bilo bolj priročno, bolj praktično, ne. Tako da takrat je, no recimo Španci imajo lep uspeh, pa cerkev tudi imela veliko prste zraven. Več kot 20 milijonov ljudi je pomrlo takrat. Ali od bolezni, ali od mučenja, ali od enostavno direktnega pobijanja, skratka precej zoprna zadevščina, katere se vsi naradi spominjajo, seveda. No, kakorkoli, on je zdaj rekel, ni treba, oziroma ne smemo uporabljati politike ovce, ker potem bomo pač ponižni sužnji do svoje smrti, pa še do sužnji naših otrok. Treba zagovarjati politiko leva. Lev je tista prava žival, ki nam bo dala moč in zaradi tega moramo nositi tudi grivo in zaradi tega nosijo te grive, da se vidi že na zunaj, da so pač podobni levom. No in to je bilo, ti se še spomniš predsednika Tita, ki vsaj če drugega ne veš zanj, in on je bil dober prijatelj s cesarjem Hailejem Selassijem. Ta je pa sredi stoletja enkrat prišel na oblast ravno takrat, ko je Marcus Garvey s to novo religijo prišel ven. In on je takrat rekel, evo, to je pa zdaj afriški cesar in ta je pa zdaj tisti tudi naš cesar, pravzaprav, ne. Tako da ga imajo oni še danes za boga in kot si videl prejle tam v Bob Marleyevi hiši, na levi strani je pač tak, kakor na štukatura zgleda, ima pač Haile Selassija, na desni pa Marcusa Garveyja, začetnika te religije. Se je pa potem kar razširilo, še celo na Kubi najdeš te rastafarije, pa veliko tudi v Afriki. In če se spomniš, zadnjič enkrat sva se pogovarjala v Etiopiji in sva omenila tudi to, da v mestu Šašamane v Etiopiji je cela kolonija teh rastafarijev, ki so jih pa pripeljali, deloma iz Jamajke, deloma pa tudi iz Združenih držav Amerike. Tako da pa je še potem dolga teorija okrog vsega tega. Recimo, če se pozdravljava, se vedno pozdravljava tako, da se trčijo s pestmi, potem gre pa roka na kepca, ampak gre na srce pa. To je zdaj rastafari, samo tukaj imam mikrofon, da ne bom kratka, bum, bum, to je zdaj rastafarijski pozdrav. Tudi v Keniji deluje, recimo, ali pa v Etiopiji, ali pa še kje druge. Janin mora iti na kratke oglase, pa prideva nazaj, pa si bova spet pogledala en video.